spoštovani gostje, spoštovani župan občine Slovenske Konjice Darko Ratajc, spoštovani zbrani. Pred nami so dnevi, ko se spominjamo umrlih. Počastitev 1. novembra, dneva spomina na mrtve, smo se na pobudo krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenske Konjice v sodelovanju z občino Slovenske Konjice zbrali na vsakoletni komemoraciji na grobišču padlih borcev v Slovenskih Konjicah. Komemoracija je namenjena padlim borcem in vsem pokopanim na tem pokopališču. Po meri svojega srca so izpod ruševin sveta v smrt padajoč nam izkopali svobodo, novo domovino. Mi njim za 5 prsti in sveto poimenovali jo za voljo njihove krvi. Bili so. Še so naš spomin. Stopimo v njihovo tišino, spet žejni njihovih bližin. Tako je v pesmi Epitaf padlim zapisal izjemen pesnik Ciril Zlobec, ki se ga prav tako spominjamo na tem mestu. Za mnoge v teh trenutkih pomembna tišina, saj v tišini prihajajo do nas močne besede, ki so se nekje v času izgubile. Zvestoba, odgovornost, pravičnost. Hkrati je praznik dneva spomina na mrtve tudi dan, ki povezuje. Naj bo spomin na mrtve, ki smo jih poznali, večno živ, saj se vezi, ki so stkane skozi zvestobo, odgovornost, pravičnost, ne smejo pretrgati. Naj bo ta prireditev skromna udolžitev spominu na vse, ki jih ni več med nami, še posebej spominu na tiste, ki so padli od začetka borbe za narodni in človeški obstanek. Karel Destovnik, Kajuh, mrtvim tovarišem. Nisem te poznal in vendar sem dodobra te poznal, tovariš, ki si v partizanih pal. Ne vem, če sive si imel oči, ne vem, če trde hrapave dlani, a vendar sem natanko te poznal, ker si življenje za življenje dal. Nisem te poznal in vendar sem dodobra te poznal, tovariš, ki ob zidu klecnil si krval. Ne vem, če tvoja mati še živi, ne vem, če ljubico imel si ti, a vendar sem natanko te poznal, ker si s krvjo nam pot zaznamoval. Nisem te poznal in vendar sem dodobra te poznal, tovariš, ki si na iztoku pal. Ne vem, če velike si bil rasti, ne vem, če bil sibirske si strani, a vendar sem natanko te poznal, ker si v armadi rdeči pal. Poznal sem vas, tovariši, prav vse sem vas poznal, vsakogar, ki je v naših vrstah stal, vsakogar, ki s krvjo je svoja znamenja klesal, znamenja, ki jih bo vsak iskal, znamenja, ki se po njih bo naš korak ravnal, čeprav še huje bi vihar divjal. Hvala Veroniki Dečar, dijakinji Gimnazije Slovenske Konjice. Slišali smo mrtvim tovarišem. V nadaljevanju za osrednje besede na slovesnosti prosim Gvida Hauptmana. Spoštovani župan občine Slovenske Konjice, spoštovane tovarišice in tovariši, spoštovani partizani, borci NOB, spoštovani praporščaki, spoštovani veterani, spoštovani gostje, dragi prijatelji. Danes se tu v spomeniku padlim spoštljivo poklonimo spominu na velike in pomembne dogodke iz 2. svetovne vojne, iz časov NOB-ja, ki so zaznamovali te kraje v Slovenskih Konjicah in širši okolici. Dali so jim neizbrisno zgodovinsko sled. Poklanjamo se vrsti pokončnih, hrabrih in poštenih domoljubov, velikih junakov,
ki so prav tu na tem prelepem območju Dravinjske doline dali svoje življenja v boju proti okupatorju in njihovim hlapcem za boljše in lepše življenje novih generacij v času, ko je naša zemlja ječala pod trdimi škornji italijanskih, nemških in madžarskih okupatorjev. Da, to je bilo v najhujšem času v vsej zgodovini slovenskega naroda, oziroma slovanskega naroda, ki so ga fašisti in nacisti predvideli za popolno uničenje. Upor proti sovražniku se med Slovenci ni začel šele po seji odbora OF 26. in 27. aprila v Ljubljani. Spontano, ne da bi kdo posebej zapovedal slovenskim ljudem, se je začel na vsem slovenskem ozemlju, med prvimi tudi tu, v neposrednji bližini na Pohorju. Veliki marš 14. divizije, tudi v naši bližini, velja sploh za prvo veliko vojaško akcijo znotraj Hitlerjevega rajha. Slovenski ljudje so poznali in poznajo svojega zgodovinskega sovražnika. Vsi vemo, kako je Hitler osebno priletel že prve dni zmage nad Kraljevino Jugoslavijo v Maribor naročiti, da je treba to deželo dokončno napraviti nemško. Vemo tudi, kaj je potem sledilo. Množičen izgon vseh nevarnih Slovencev, čez 30 000, in streljanje vseh preostalih, četudi najbolj nedolžnih kot talce. Zbrana so poslovilna pisma 1600 štajerskih talcev, naj jih vsaj malo kdaj pogledajo vsi tisti anonimni politikanti in njihovi pobalinski najemniki, ki danes pljuvajo po njih in se na njihovih grobovih gredo demokracijo. To je 1600 človeških več kot tragičnih zgodb. Ali pa naj jih berejo tisti pleskarji, ki na skrivaj mažejo spomenike epsko-junaških generacij Slovencev. Okupator je v nadaljevanju vojne prepovedal pisati poslovilna pisma družinam, saj so dosegla nasprotni učinek od pričakovanega kesanja in sprejemanja krivde in zmote. Jaz sem prepričan sem, da skoraj vsi vi smo ponosni nanje. To je bil rod, ki si je upal pomračeni Evropi reči ne. Ne rabimo nobenega firerja. Hočemo biti sam svoj gospodar na svojem. In še malo pozneje ista generacija nobenega Stalina. Na svoji zemlji smo svoj gospodar in najbrž bi tudi danes tako rekli. Iz konca druge svetovne vojne vemo, koliko in kaj so vredni tako imenovani zavezniki. Med vojno, ko mi je bila partizanska vojska koristna, so jo hvalili. Že prve dni po skupni zmagi pa so nas s silo nagnali iz Koroške ter naredili vse, da bi čim več Slovencev, še malo prej njihovih najzvestejših zaveznikov, ostalo tudi na zahodu, zunaj narodnih mej, od Trsta do Rezije. Prav zadnje dni govori zbojeni zgodovinski spomin, kako nam je pravico do Prekmurja in celo Bleda z jeseniškim kotom zagotovil predsednik Wilson. In to le malo manj kot zasebno prijateljstvo. Tako je pač to z zgodovino in politiko. Slej ko prej vidijo v nas drobiž z majhno menjalno vrednostjo. Če ne bomo vedno sami skrbeli zase, stisnili zobe in kljubovali, se lahko hitro poslovimo od zgodovine. In v tem je tolikšna vrednost NOB, ker je zgled, da to moremo in zmoremo. Moremo tudi, ko je najhuje in ko se zdi, da nam ne preostane kaj drugega, kot pobeg iz lastne usode. Tukaj je generacija veteranov, ki je ohranila Slovenijo v vojni leta 1991. Takrat smo si želeli le malo, da bi živeli lepše in boljše življenje, kot smo ga živeli predtem. A so se na žalost mnoge naše sanje porušile. Zakaj? Zaradi tistih, ki smo jim mi zaupali, a so naše zaupanje zapravili. Prav takšni ljudje danes rovarijo po domovini in ustvarjajo zmedo in negotovost med ljudmi. Še je čas, da postavimo stvari na svoje mesto
Nikoli ni prepozno in to kot borbeni narod narediti znamo. V tako imenovanem novoliberalnem svetu, ki samo kupuje in prodaja in je to njegovo sveto pismo, je nevarnost za maloštevilne skupnosti še večja. V njem je lahko prodajna in nakupna roba celo takšna celina, kot je Grenlandija. Zakaj bi potem bilo prizaneseno nam, ki živimo v nevarnem kotlu Evrope? Sedaj pa prosim župana občine Slovenske Konjice, Darka Ratajca, da položi venec vsem pokopanim na tem pokopališču. Prosim za minuto molka, spomin na vse, ki jih ni več med nami. Ivan Minati, Ječa. Pri nas je mraz in mrak in kup stenic, med stene smo ujeti kot mrlič med deske krste. Tu ni ne smeha, ne veselih lic. Nad nami noč in dan izteza smrt koščene prste. Pod oknom se glase odmerjeni koraki straže, za hip čez stene šine mračna senca bajoneta, da vse se stisne v nas. Skozi okno se smehljav obraz, namle odsekan kos modrine. Ti moj deklič, kako pogrešam tvojih toplih rok. Z očmi sem se prilepil na železni križ rešetke in čakam, kdaj zagledam med železnem te preklete kletke
pramene tvojih rjavih las. Pridi, da se ti zazrem v oči in ti iz njih izsrkam žarke sonca, da v njih zaslutim vonj poletnih rož in pesem vetra, ki čez travnike beži. Saj tu pri nas ni cvetja, ne poletja, ne modrine, ko da se je ustavil čas. Od hipa pa do hipa nam čez črne stene le mračna senca bajoneta šine. Hvala dijakom Gimnazije Slovenske Konjice za obogatitev slovesnosti. Slišali smo Avsenikovo Veter nosi pesem mojo, na klarinetu je igrala Špela Kolar, na harmoniki Žiga Pušnik in Minatijevo Ječa, ki jo je recitiral Ožbej Kračun. Mentorica Katja Premrov-Kampuš. Naj povem še to, da se je delegacija občine na čelu z županom Darkom Ratajcem s položitvijo venca poklonila tudi pokojnima častnima občanoma, Ivanu Pajku tukaj na Konjiškem pokopališču in Ivanu Minatiju na Ljubljanskih Žalah. Hvala za vašo prisotnost in nasvidenje.